Pozdravljeni, živja. Ruska oblast je objavila revidirano strategijo uporabe jedrskega orožja. Ta predvideva in razširja možnost preventivne uporabe jedrskega orožja, če ima občutek, da je ogrožena država. Takšna doktrina je bila prvič omenjena spomladi 2008 kot odgovor na stališča ZDA in NATO, da imata pravico uporabe jedrskega orožja celo proti državi, ki takšnega orožja nima, bi ga pa lahko pridobila. Če se je nevarnost uporabe strateškega jedrskega orožja močno zmanjšala, pa jedrske sile razmišljajo o uporabi taktičnega jedrskega orožja v regionalnih in lokalnih konfliktih. Še posebej problematičen je ameriški razvoj taktičnega jedrskega orožja za uničevanje bunkerjev, saj briše mejo med konvencionalnim in jedrskim napadom. Takšna ofenzivna doktrina tako NATO kot Rusije je popolno kršenje NPT-ja, torej mednarodne pogodbe, s katero so urejeni statusi jedrskih sil in zaveza k neuporabi jedrskega orožja proti nejedrskim državam. Ruski in ameriški predstavniki se drugače pogajajo o sporazumu, ki bo nadomestil pogodbo START 1, katere veljavnost se izteče 5. decembra letos. Z njo je bil začrtan začetek jedrskega razoroževanja s konkretnimi cilji. Obe državi sta se obvezali, da bosta zmanjšali število jedrskih glav na 6000 in sredstev za dostavo na 1600. Argentinski senat je sprejel medijsko reformo, ki izničuje zakonodajo iz časa vojaške diktature. Ta je omogočila nekaj družbam kontrolo večine medijskega prostora. Nov zakon predvideva, da se 2/3 oddajnih pasov dodeli nekomercialnim ustvarjalcem, omejuje število licenc na posamezno podjetje iz 24 na 10 in zapoveduje večji delež domače produkcije. Zakon je nastal na osnutku, ki so ga predlagali lokalni mediji, skupine za zaščito človekovih pravic, sindikati in napredni intelektualci. Predstavniki dominantnih komercialnih medijev so zakon označili za napad na svobodo izražanja, saj zakon omogoča vladne posege v lastništvo medijev. Generalni sekretar Mednarodne novinarske zveze Aidan White je zakon označil za odločilen napredek za utrditev demokratične družbe. Honduraška oblast je sprejela nov zakon, ki omejuje medijsko svobodo. Vlada bo imela pristojnost zapiranja radijskih in televizijskih postaj, ki spodbujajo družbeno anarhijo in sovraštvo. Po prepričanju oblastnikov ne gre za nadzor medijev, nov zakon je le aplikacija mednarodnih standardov, ki omejujejo sovražni govor. Novinarji in medijske ustanove ne smejo biti zagovorniki sovraštva in nasilja. Vlada hkrati še ni izpolnila lastne obljube o ponovnem zagonu radijske postaje Globo in televizijske postaje Kanal 36, ki so jo utišali minuli mesec. Obe sta podpirali odstavljenega predsednika Zelayo in sta bila edina elektronska medija, ki sta poročala o demonstracijah nasprotnikov državnega udara in zagovarjala vrnitev legalnega predsednika. Vlada jo je obtožila, da je njuno poročanje o demonstracijah napad na nacionalno varnost. Demonstracije neprekinjeno potekajo že ves čas od začetka državnega udara. Pogajanja med Zelayo in prevratniki ne kažejo napredka. Telo Združenih narodov, ki bdi nad dogajanjem v Hondurasu, je zaskrbljeno zaradi dotoka tujih plačancev v državo. Prevratniški režim je najel vsaj 120 plačancev, od tega 40 pripadnikov kolumbijskih paravojaških skupin, ki varujejo bogataše in njihovo imetje. Avtohtona ljudstva Srednje in Južne Amerike so Kolumbov dan obeležila na svoj način, z demonstracijami. V Gvatemali je bil med blokado vpadnic v glavno mesto ubit 19-letnik, 2 maja sta bila ranjena. Protestirali so proti dodeljevanju koncesij za hidroelektrarne in cementarne ter od države zahtevali preklic obstoječih koncesij za rudarstvo na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtonih ljudstev. V Gvatemali je po vladni statistiki 42% vseh prebivalcev indijancev, po neuradnih kar 60%. V Kolumbiji so protestirali proti predsedniku Uribeju zaradi njegovih okoljskih politik in prelomljenih obljub avtohtonim skupnostim o socialnih programih in finančni pomoči. Težave imajo tudi z nasiljem, so tarča gverile paravojaških enot in mafijskih združb povezanih s trgovino z drogami.
V Venezueli je Narodna skupščina zasedala na nacionalnem Panteonu, kjer so sprejeli zakon, ki Kolumbov dan razglaša za dan odpora avtohtonih ljudstev. Skupaj s predstavniki indijancev so obsodili španski genocid pred 500 leti. Skupina indijancev je blokirala mejni prehod med Panamo in Kostariko, pozneje pa demonstrirala pred špansko ambasado v Panami. Tisočem domorodcem so se pridružili okoljevarstveniki, kmetje in študentje, ki so zahtevali pravico do lastne zemlje in ustavitev energetskih projektov, ki ne spoštujejo avtonomije avtohtonega prebivalstva ali povzročajo pregon iz območja. Na domorodskih področjih je oddanih 21 koncesij za gradnjo hidroelektrarn in 9 za rudarjenje. 9 za rudarjenje. Kaj sem tako prvo pokazala? To je pa 4, to je pa 9. Podružnica General Electrica za pralne stroje je objavila razpis za 90 novih delovnih mest v proizvodnji. Ajde, grem jaz. V prvih 3 dneh po objavi se je prijavilo okoli 10.000 interesentov. Letna plača znaša 18.000 evrov. Ajde, grem jaz. Služba nudi zdravstveno zavarovanje, pokojninski sklad in druge ugodnosti. Pred 4 leti je vodstvo tovarne sindikatom grozilo zaprtjem in tako doseglo znižanje plač za tretjino. Od takrat še niso odpuščali. Služb za delavce, ki ponujajo normalno plačo in dodatne ugodnosti, je v ZDA vse manj. V drugi tovarni General Electrica so potrebovali 13 vzdrževalcev. Na oglas se je odzvalo 700 iskalcev zaposlitve. Prvič od leta 1973, ko ameriška vojska ni več naborniška, je ta dosegla zastavljene cilje pri rekrutiranju novih vojakov. Vsi rodovi oboroženih sil, vključno z rezervo, so popolnjeni, njihova kvaliteta nad pričakovanji. Predstavniki Pentagona priznavajo, da je glavni razlog za uspešnim naborom gospodarska kriza in pomanjkanje delovnih mest. 10-odstotna nezaposlenost naj bi se odražala v 4 do 6-odstotnem povečanju vpisa najkakovostnejšega kadra. Pehota, mornarica, marinci in letalstvo so v fiskalnem letu 2009 usposabljali 169.000 rekrutov, nacionalna garda in rezerva 128.000. Oboji so presegli zastavljene cilje. V povprečju stane rekrutiranje enega posameznika med 9 in 10.000 dolarji. Največji vložek ima pehota. Ta za novačenje porabi kar 22.000 dolarjev po glavi. Svetovni program za hrano svari, da bodo v naslednjih mesecih desetine milijonov ljudi izpostavljene lakoti. Glavni razlog za svarilo je zmanjševanje pomoči držav donatork. Agenciji bo ob koncu leta manjkalo kar 2 milijarde dolarjev predvidenih in obljubljenih sredstev. Samo ZDA so zmanjšale pomoč za 800 milijonov dolarjev. Poleg zmanjšanega altruizma razvitega sveta so se na svetovnih trgih cene hrane zvišale za 80%. Takšne spremembe se najbolj poznajo prav najrevnejšim. In še zadnja novica. Na tajnih sestankih v okviru pogovorov o klimatskih spremembah v Bangkoku so bili najbolj glasni Savdijci. Te skrbi postnaftno obdobje, od mednarodne skupnosti zahtevajo finančno pomoč pri tranziciji v bolj vzdržno gospodarstvo. Države proizvajalke nafte morajo dobiti finančno pomoč, če bodo pogajanja pripeljala do globalnega zmanjšanja porabe fosilnih goriv. Takšne zahteve prihajajo kljub temu, da je Mednarodna agencija za energijo izdala poročilo, ki predvideva, da bodo članice OPEC tudi ob sprejetju vseh okoljevarstvenih načrtov povečale zaslužke. Do leta 2030 naj bi zaslužile okoli 23 trilijonov dolarjev. Če si kdo predstavlja, to bi bilo približno tako, kakor če bi tobačna industrija hotela keš od države zaradi protikadilskih zakonov. To bi bilo pa čisto čuden, ne? Iz ljubljanskega studia 142, takle imamo.